Oj, džungla! Hojla. Tukaj Kaja in Matic. In midva sva na Baliju. In v tem vlogu vam bova pokazala top lokacije, ki jih bova tukaj našla. Tako da gremo kar na prvo lokacijo. Pred z nama. We're on the spot! Sva na lokaciji Uluwatu Temple, tako da si gremo zdaj pogledati njihov tempelj in pa tako hudo razgledno točko, ker so tukaj klifi. To je tempelj tako sred džungle, tako da so bajekle not utopice. Kaja se jih malo boji. Za v tempelj ne smeš imeti kratkih hlač, mogla sva se obleči. Ja, jaz sem pa dobila tako mašnico. Ja. Nič, gremo pogledati. Gremo pogledati. Ja, v tempelj noter se sicer sploh ne da priti, je baje samo za verske namene in rabijo mir. Ena ful zabavna, malo čudna stvar, ki sva jo videla, je, da ne smeš iti noter. Ženska ne sme iti noter, če ima menstruacijo. Itak ne smeš not, anyway. Okoli imaš še, poleg teh templov, imaš več takih viewpointov na klifih. Ker so klele zadnjih, je en kup, naprimer, res lepo, res za pogledati. Kaj ima še kaj? Opice. So tako na ful fletne so za pogledati, ampak jaz se jih pač ful bojim zaradi moje pretekle izkušnje. Ampak načeloma se jih tukaj ljudje ne bojijo. Povejo ti tudi, da moraš malo paziti stvari, kot recimo je ta GoPro, ki ti rade pridejo pa kaj potegnejo z rok. Drugače pa načeloma ne grizejo, če nisi toliko sladek kakaja. Ne smeš jih gledati v oči, pa ne smeš jim kazati zob. To si zapomnite, kjerkoli boste potovali, kjer so opice. Ja. Zdaj se popeljava še na klif. Evo, sva prišla do še ene razgledne točke. In kle bova počakala zahod, če se ne bo skril za oblake. Ja. To je pa Uluwatu Temple. Pazi, da ne boš padel, Matic. A misliš, da me je odpihnil drona? Ej, ne vem. Jutro je in vidno se peljava s taksijom iz tam, kjer stanujeva, iz Džimbarana. do Padang Baja, kjer greva na ladjico, pa na Gili otoke. Gili otoke, prezgodje. Ok, vidva sva se ukrcala na boat to Gili Island. Speedboat. Speedboat. Ja. Kva va povedala? Povedala bova, da znajo biti teli speedboati do Gili otokov malo scary. Ful je pomembno, da pogledate, da je kakor toliko dobro vreme, ker imajo eni ful slabe izkušnje, kadar je kakšna nevihta, pa je ful razburkan. Včasih ful nagušvajo tele speedboate in je pol ful zna biti malo slabo. Malo mesi zna biti, ja. Tako da upamo, da bomo varno prišli na naš cilj, na Gili otoke, kaj nas pa tam čaka, bomo pa videli. Pa še mi pa ne veva. Evo, kar sem prišla na Gili Meno. In tle je lepo kot svina, ne da se drugače povedati. Tole. Clear blue water. Kaj pa ti delaš? Jaz pa... Don't answer. Če vas zanima, kako izgleda raj na zemlji, sva ga s Kajo našla. In da sva klele tavhala, zdajle pa iskala želve, pa jih nisva našla. Ni želv na vidiku še in moja največja želja v življenju je videti želve takole v vodi, v divjini. Ja, v bistvu sem prišla z misijo, da najdeva želve v divjini. One day later. Vse sva videla. Greva na en kratek trip z boatom. Tukaj imava
Plavutke? Plavutke pa maske. In peljejo na 3 različne lokacije, kjer lahko ne bi videla neke korale, pa želve, pa stvari pod vodo. Videla sva želve! Bucket list done! Vse sva videla. Vse sva videla. Nemo fish, Turtle, snake, dangerous snake. Statues, vse. Is it okay outside the water? Okay. It's okay. 1 hour, no problem. Really? 1 hour? But not you bring for 1 hour. Yeah. No. I have a turtle in my hand. Sva spustila najmo Michelangela. želvico. Ja, upam, da sem naredila eno dobro stvar. Upava, da oživijo dolka midva. Vse pa drugače te želve, vse bojo danes ali pa vidar prišle v morje. S tem sam pač malo podpreš, lahko plačaš malo več, da jo spustiš sam. Ja, točno to. Evo, odhajava iz Gili Meno in greva na Gili Ti. Pelena pa isti tip, kakor smo bili včeraj na temu snorkeling tripu. Sva se zdelala za dobro ceno. Evo, prispela sva na Gili Ti. Tukaj je že takoj malo bolj živo, noro, ali kako bi rekla? Crowded. Crowded. Tako da greva najdot Najno svoj nastanitev. apartma, nastanitev. Hello. V tej hiši čisto vse iz bambusa. Cela kopalnica je iz bambusa, vrata so iz bambusa, tla so iz bambusa, stene so iz bambusa. Matic ni iz bambusa. Tole so koralce, ki jih bo vzela za spomin. Tole je pa ena velika vreča za smeti. Ki sva jo nabrala v 15 minutah, sama plastika. Vse so lepe plaže, sanske pa to, ampak ni pa samo to, kar vidite na Instagram slikicah. There's a lot of trash. Ja, zelo velike smeti na žalost, tako da moramo paziti na naš svet. Malo, vsaj malo. Ajde, čau. Ok, midva sva na poti, da greva pogledat sončen zahod. Po temu greva, bo verjetno že lačna in greva na večerjo. Pol bo pa že noč, pa da vidva what is the hype all about na Gili Tiju, ki pa je tok nočni live, pa žurke bomo videli. So nama pa že sred dneva ponujali čisto vse, kar se ponuditi da, kar se tiče drog pa teh stvari. Zdaj pa je, da se gre na Baliju v zapor, imajo tudi smrtno kazen za droge, tako da odsvetujeva, ampak on prav, ta Roko, ki nama je to ponudil, on prav, da so Gilis Free Island, welcome to paradise, da tukaj pa ni policije, pa nič. Ampak ne podpirava ničesar, pač folk paste se res. Paste se, ja, po pamet. Evo, jaz sem si izbrala tale kafič, ker mi je dobra house muska, pa ker je pink, all pink everything, fully cute.
cel dan v ne vem, kjer jeziku. Evo, en update, prva noč na Gilitiju je za nama, bila je taka zanimiva fletna noč. Nightlife pa tako, pričakovala so drugače, da bo bolj crazy, pa ni bilo tako zelo crazy, ali pa mogoče nisva zašla na ta prave poti, ampak jaz sem se vse imela full fajn. Noč je bila pa tudi taka zanimiva, komar naj jo je pikal v tej bambusovi hiši čez celo noč. Pol zjutraj je začel ob 4 petenen na polno kikirikati, ob 5 zjutraj so pa začeli s to njihovo mašo in tudi ko zgleda, da dajo na zvočnik in ura je 5 zjutraj in ta model se dere na zvočnik. Meni je jasno, zakaj je to dobro. Grozno, nisem mogla spati. Zdaj pa že pakirava in greva na ta drugo nastanitev tukaj, tudi na Gilitiju. Barack Obama. Vstopnina je bila 3 evre na osebo, ampak sam, če hodiš, če se pa hočeš še gujsati. Če se hočeš gujsati, je pa še dodatnih slabih 20 evrov na osebo. Tako da mi da bo... We're just gonna walk. Look. Oh! Vroče je pa kar norce. Vroče je kot svina, no. Razen tega je pa zelo lepo. Ja. Pa se gremo ohladiti. Tukaj je pa toliko palm, da obstaja že nevarnost, da ti kokos spade na glavo, Madonna. Treba bi bil kar čelado imeti gor. Vse je takole namočen. Voda je povsod. Ma ti zdaj pokaž. Pokaž, kako raste riž. Na vrh. To je v bistvu nezrel riž, po moje, ne? Ja, kot pšenica. Evo, blizu Uluwatu se nahaja Suwat. Suwat waterfall. Waterfall, se pravi. Kako se reče to po slovenski? Suwat. Slap. Ja. Se razmišljala, kaj hočeš od mene, Suwat, ko je nekaj rekla Suwat. Ker ni tako kot na slikah, ker je voda cela motna in rjava, ampak Matici je všeč. Ok, sva na lokaciji pri templu Tirta Ganga. Zgledaš zdaj ful lepo, kupila sva hrano za ribice. Ta je malo drugačen od ostalih templov, ker je ful vode in ribnikov in ribic in se lahko tako po vodi hodiš, kakor po enih lokvanjih.
Tako da pojdimo pogledat, kaj z nama. Pred nama. Kvas škrt, da imamo več. Čas, še se treba jesti. Le koliko jih je. Ja, Tirta Ganga pomeni sveta voda iz Gangeša. Gangeš je ta reka v Indiji, zelo pomembna za njihovo vero in oni verjamejo, da tudi ta voda tukaj vsa sveta in tudi tamle je... A pa so tudi te ribe svete? Jaz za ribe pa ne vem, verjetno so tudi ribe zelo Svete? Ok. A diši? Majčken. Ok, tukaj za nama je tak bazenček za čiščenje duše. Not v njemu so take pipe, pod katerim si folk umiva glave in tako si baje očistijo dušo. Ampak danes, glih ko sva midva, je to zaprt, vode ni, tako da bojo najine duše ostale ne očiščene. Tempel sva videla. Ful je lepo. Highlight so po moje kleteli vodnjaki pa ribce. Ribe Ne so toliko tempel, take. tako madine. Mene malo pekva. Ja, gremo naprej. Ajde. Pot do sem je bila kar zahtevna. A naj jo potegnu? Ja, srečno nama. Joj. Tako da ja, če niste ful spretni s skuterjem, ga raj pustite dol, drugače pa pol še taka makadamska pot do gor. No, če gremo narediti par fotka, ne? Za kva drugega smo pa tle. Zjutraj pa zvečer se takole lepo vidi vulkan. Čez dan je pa pokrit z oblaki, ponavadi. Fertik, sva pogledala, sva poslikala, sva posnela. Vulkan je res čudovit. Res, ful je lepo, splača se gor prideti. Je pa tako, no, če niste res zgodi, ni tako, kakor vidite zdaj na najnih posnetkih pa slikcah. Folk spodaj čaka v vrsti, da bi se slikali, takole kakaj, zdaj le tako izgledajo, tako instagramerčki pa influenceri. Čakajo tako, da greš gor, narediš par slik, greš dol, gre en drug gor, tako da ja, pejte čim bolj zgodi. Tukaj na tem vzhodnem delu so seveda najlepši sončni vzhodi, tako da sva prišla pogledati. Zbudila sva se ob... Midva sva se danes zbudila za sončni vzhod. Ob 5:30. Ja, na tem vzhodnem delu so obvisli najlepši sončni vzhodi. Tako da sem prišla pogledat, kaj bova videla. Pogreva pa na plažo. Evo, mi smo zdaj na plaži Virgin Beach, oziroma po slovensko Deviška plaža. Nama je to v bistvu Najlepša plaža na Baliju. Plaža. Nobenih skal ni v vodi, taki ful, lihta pravi valovčki so. Čist sam milka, okoli so tako klifi.
Gremo pogledat še en slab. Tale bo malo drugačen, je tak, da ima še kakor en tak bazenček s pogledom, tako da... Kako se mu pa reče? Ej, ne vem. Oh no. 100 šteng spet, ne 100. 1000. Evo bazenček sam za nas. Pazi, ne padat na tic. Evo, perfekt je. Voda je hladna, ampak ne preveč. Rivaba nam bo malo zašpilov. Sede! Te 2 klobase. Ja. Evo, to je to za ta Bali vlog. Ja, upam, da vam je bilo všeč. Nama je tukaj zelo všeč. Tako da upam, da greste tudi vi, kaj jih malo na Bali. Da so vam naredila kakšne luste, da boste šli kakšno od teh lokacij pogledati. V naslednjem videu pa pogledaj, kakšen je life na Baliju, kakšne so cene, kakšna je hrana. Kako živijo oni, kako živiš ti lahko tukaj. Tako vse skrivnosti bova izdala, ker sva jih... Kakšne heke, ja. Ja, vse, kar sva se naučila v tem enem mesecu na Baliju. Tako da ne zamudite. Naslednjega vloga. Se vidimo. Čau! Čau!